Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Res je, da omikron je še vedno omikron, kar pomeni, da hudi poteki bolezni niso tako pogosti, pomeni, da situacija v bolnicah je stabilna, še vedno začenjajo neke signale, seveda bo tudi situacija v bolnicah počasi začela naraščati, ampak tam je situacija relativno dobra sedaj. Kar je tudi dejstvo, je, da Slovenija je med državami, ki veliko testira, torej vzdržuje izjemno dobro raven testiranja, kar je tudi po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije. To pomeni, da nismo slepi, to pomeni, da primerjave med državami so sedaj nekoliko težje, ampak še vedno je pa dejstvo, da je prevalenca, prisotnost virusa trenutno v naši državi zelo visoka, kar ni dobra novica. Kje smo torej sedaj? Ja, lahko mižimo, lahko se delamo, da omikron ne obstaja, lahko se delamo, da smo v fazi 0, da ni nobenih priporočil, da ni nobenih ukrepov in počasi drsimo v fazo 2, kjer je posvetovalna skupina dala svoja priporočila in veliko od teh naših 13 ukrepov postajajo nujni, pomeni obvezni. Nismo še tam, smo v trenutku danes, ampak danes, da spremenimo še to pot. Posvetovalna skupina več kot 100 članov je dala konzervativno rečeno več kot 1500 ur svojega dela, ga darovala, večina od njih prostovoljno, za pač izdelek, ki ga imamo, za strategijo, ki je namenjena fazi 1, fazi 2 in spopadanju oziroma obravnavanju te naše epidemije v jeseni in zimi. Naši strokovnjaki niso imeli težav delati brezplačno, imajo pa seveda težavo delati za ston oziroma za manj. Torej, zdaj je trenutek, ko se moramo zavedati, da smo v fazi 1 in tako tudi ravnati. Danes ni veliko časa za 13 priporočil, 13 ukrepov, 2 pa lahko povem. Če želimo iti mirno skozi to jesen in zimo, moramo zaščititi najbolj ranljive. Kaj to pomeni? Cepiti vse tiste nad 60 letom starosti. In tukaj se lahko zahvalim vsem tistim, ki ste k cepljenju že pristopili. Lahko samo prosim tiste nad 60, ki še niso pristopili k cepljenju, da to storijo sedaj. Vsi tisti, ki že ste pristopili k osnovnemu cepljenju, se vam lahko samo zahvalim. Pa rečem, da dajte izkoristiti tisto priložnost. Prilagojena omikron cepiva sto na voljo, dejte iti s prvim, drugim poživitvenim odmerkom ravno sedaj. Lahko se tudi zahvalim, jaz drugega ne morem narediti kot posvetovalna skupina, našim krasnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, našemu primaru, ki se je že enkrat in večkrat izkazal kot nadstandardni, naj se izkaže še tokrat in kakor že dela, zagotovi enostavno dostopno cepljenje za vse in čim višjo precepljenost v domovih za starejše občane, za zaščito najbolj ranljivih. Samo tako bomo lahko šli skozi to jesen in zimo. Druga zadeva, kar lahko rečem še enkrat, smo v fazi 1. Veliko je priporočil, res sedaj niso obvezni, nismo še v fazi 2, ampak sedaj je za jih izvajati. Maske v zaprtih javnih prostorih, v javnem prevozu nam lahko pomagajo obdržati vseeno raven okužbe nekoliko nižje in iti skozi to jesen in zimo precej nedotaknjeni. In kaj lahko naredimo sedaj? Vsi tisti, ki imate moč, ki ste zgled za druge, dejte to moč sedaj izkoristiti in dejte pokazati, da se znamo držati priporočil. Sedaj, danes. Pravzaprav to delamo za koga? Delamo za naše mlade, od njih si svet izposojamo. Ponavadi so ravno te mlajši tisti, ki nam bojo pokazali pot. Kažejo nam pot glede podnebnih sprememb, kažejo nam pot glede ločenja odpadkov, pokazajo nam bojo tudi to pot, kako se da sobivati s tem virusom. Dajmo narediti to za njih in ne pozabimo, zdravje je skrb za vse. Kako komentirate relativno slab odziv na 4. odmerek? Nekateri domovi za starejše nekaj pripravljajo, recimo v zadnjih obveznih nedeljev. Prav kaj, ali ne bi bilo potrebno zelo intenzivno kampanjo na 4. odmerek? Zelo pomembno intenzivirati vse aktivnosti. Jaz sem prepričan, da primar je kos temu, kakor je vedno bil tudi v predhodnih valovih in ta dostopnost je zdaj pač pravzaprav roll out v vseh evropskih državah, kampanje za 4., drugi poživitveni odmerek se dogaja v tem tednu, sedaj. Zdaj je pomembno. Zdaj so omikron prilagojena cepiva na voljo in zdaj je pomen dostopnosti. In ne samo v DSO-jih, nad 60, celotnemu prebivalstvu. Tako bomo reševali življenja, tako bomo ne prebremenili zdravstveni sistem. Na ministrstvu pravijo, da bojo šli v kampanjo, ko pride to še novo cepivo proti BA4, BA5, ampak to zdaj spekuliramo, ne? Čez kakšen mesec se vam zdi to dovolj hitro, glede na to, da zaenkrat je res zelo, zelo slaba precepljenost 60+, drugim poživitvenim odmerkom, vemo pa ne, večina teh se je s prvim cepilo že kar
recimo 1 leto nazaj. Ne? Hvala za to vprašanje. Nikakor ni začakati na novo cepivo BA1 versus BA4, BA5. To so omikron prilagojena cepiva. Zelo jasno bom povedal. Tisti, ki se niso še nikoli cepili, te prilagojena cepiva niso primerna za osnovno cepljenje. Skratka, pravzaprav wuhansko cepivo, osnovno cepivo je izjemno dobro za preprečevanje hudih potekov okužb. Še danes. In to je namen. Omikron prilagojena cepiva so pravzaprav še boljša, tako da ni začakati. Omikron prilagojena cepiva so na voljo, vsi nad 60 sedaj. A ste še kaj drugega, to ste Vojda, kot minister, če rekel, priporočili na tem sestanku posvetovalne skupine, se pravi spodbujanje cepljenja s 4. odmerkom, ste mogoče še kaj drugega včeraj obravnavali sprejeli? Smo. Pravzaprav posvetovalna skupina je naredila delo, katero je bila zadolžena. Ne? No, mi smo posvetovalna skupina NIJZ-ja in smo pripravili strokovna izhodišča, kako skozi to jesen in zimo. Sedaj smo pa podali pobudo, za katero posvetovalna skupina ne more narediti, ki pa je implementacija vsega tega. Torej, opozorili smo na implementacijski vidik, ki je zelo pomembno, in seveda smo absolutno opozorili na pomen visoke precepljenosti nad 60 in vsemi aktivnosti tudi v povezavi s prejšnjim vprašanjem. Poziv je vsi nad 60 danes ne čakati, tisti, ki se niso še nikoli cepili danes, tisti, ki čakajo na poživitveni odmerek omikron, še malo boljšega cepiva, še malo boljšega ni začakati. Cepiti se je z omikron prilagojeni cepivi prvi poživitveni odmerek ali drugi poživitveni odmerek danes. Lahko se zelo jasno poveste, kje je tista meja pri prehodu v fazo 2 in kaj se zgodi, recimo, da se zgodijo v prehodu v fazo 2? Faza 2 predvideva pravzaprav pogojena je glede na kapacitete zdravstvenega sistema in zasedenost pravzaprav naših enot za intenzivno zdravljenje. Konkretno je to skupina profesor Jereba, ki spremlja zadevo in ki pač da signal, da je potreben prehod v fazo 2. Konkretno pa, kot ste videli iz 13 ukrepov, je zelo jasno nanizano, kaj se spremeni, kaj je rata nujno in kaj je predlog naše skupine, da mora biti obvezno. Eden zelo plastičen in zelo pomemben je zelo direktno povedano maska, ki sedaj je obveza znotraj zdravstva, pa priporočena je danes v vseh zaprtih javnih prostorih, k za namene skupine pa rata pravzaprav nujna oziroma berete obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih. To je vključeno v zaprti javni prostor. Jaz ga tudi še vedno ekstra izpostavljam, ker pravzaprav je nekje, kjer je pač dinamika nalezljive bolezni pač taka, ki enostavno lahko pride do prenosa. Da. Še kakšno vprašanje imate? Zakaj je prišlo do tega, ki je prav Sloveniji, zakaj je to predvsej izpostavljeno, je to šlo s povezbo, je to ljudje spustili preveč? Ne, niso se ljudje spustili preveč. Mislim, res je občutek naš in zato je danes tudi smo tukaj pred vami. Nismo v fazi 0. Faza 0 za jesen in zimo ne obstaja. Ne moramo se delati, da COVID-a ni. To nas bo drago stalo v bodoče. Ne? Zdaj je še trenutek, ker lahko z relativno blagimi pristopi gremo čez jesen in zimo kolikrat toliko nedotaknjeni. Če se bomo delali, da problema ni in mižali in se sam zbudili kar naenkrat v fazi 2 z obvezami, ljudje bojo takrat upravičeno jezni. In upravičeno, ker bojo imeli občutek, da smo šli iz 0 na obveze. Temu pa ni tako. Danes smo v fazi 1.